Lep pozdrav vsem, tako predavateljem, kot tudi vsem, ki ste se udeležili tega teološkega simpozija. Prejeli smo podarjenih, nam je bilo veliko tehtnih, lepih misli, ki jih moramo zdaj ponotranjiti in jih začeti videti v konkretnih življenjskih okoliščinah, pastoralnih zahtevah, v katerih živimo, da bo vse to postajalo meso in kri naše evangelizacije, v kateri bomo ljudem prinašali, se razume, da Jezusa Kristusa. Vesel sem tudi te občutljivosti za besede. Laiki, kleriki. Zdi se mi, da moramo biti pri tem jasni, kaj je tisti temelj. Ko rečem moški, rečem človek. Ko rečem ženska, rečem človek. Ki imata vsak svojo vlogo, vsak svoje poslanstvo kot človeka. Ko rečem, zdaj v papeževih govorih vidim, da je večkrat uporabljena beseda verni laiki. Ne več samo laiki, ampak verni laiki in kleriki. Spet rečem verni laik, kristjan. Verni človek, kristjan. Ne govorimo o usposobljenosti, o akademskih nazivih, ampak govorimo o nekom, ki je po zakramentu krsta prejel dostojanstvo Božjega otroka in poslanstvo, ki mu ga krst zaupa in hkrati tudi nalaga. To notranji pomen posameznih stvari, to podlaga posameznih stvari, da mora biti zelo jasna. Potem nas bodo besede same manj vznemirile, čeprav so pomembne. Ampak bodo drugače zazvenile. Bodo zazvenile ne kot podcenjevanje ali pa precenjevanje, ne bodo imeli nobenega tovrstnega odmeva, ampak bomo videli, da rastejo iz neke globlje notranje resničnosti, ki je krst. Ali pa človek, v tistem prvem primeru. Predvsem pa se mi zdi res pomembno, da se začnemo zavedati, da je naše poslanstvo živeti Kristusa skozi evangelij, skozi nauk cerkve in tega Kristusa v sebi, tistega Pavlovega, v meni živi Kristus. Prinašati tja, kjer sem. Spregovoriti o njem, če je priložnost, če sem povabljen. In trdno sem prepričan, da je to tista pot evangelizacija, ki je danes možna, ki je danes tudi po moje edino učinkovita. Vse drugo bolj ali manj ostaja na ravni dokumentov, deklaracij in podobnega. Življenje kristjanov, ki izvira iz krščanskega življenja v družinah, je pa v resnici sol, ki stopa v svet. In prinaša luč in prekvaša svet, seveda pa ne tako, kakor bi mi radi. Mi bi radi že včeraj videli vse krščansko. In to v tistem našem pogledu na krščanstvo. Tako da ne bo vse, kar smo to dopoldne slišali, kar nam je bilo podarjeno, za vsakega izmed nas na njegovem mestu, v njegovem poslanstvu spodbuda, da bo še z večjim zaupanjem, da je Kristus tisti, ki nas kliče, ki nas pošilja, tisti, ki ga prinašamo, živeli eno odrešeno krščanstvo v tem svetu, ki se zdi tako grozno neodrešeno. In naj končam z kratkim odlomkom
iz Jezusovega nagovora pri Janezu 15. poglavju, ki pravi: to sem vam povedal. Naj bo tudi to, kar smo slišali v tem dopoldnevu, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kako sem vas jaz ljubil. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. To vam naročam, da se ljubite med seboj. Naj vse današnje dopoldne, vse naše iskanje in vse naše evangelizacijsko prizadevanje spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami, s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vse vaše ljudi in naj nad vami vsemi vedno ostane. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Hvala.